Zdaj živim v dobroti Boga. Vse moje dni ti bil si zvest mi. Vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj dih slavi naj tebe. Poje naj o dobroti Boga. Gospodovi vse dni mojega življenja. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dam življenje ti in predajam se, le tebi dajem se. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Vse moje dni ti bil si zvest mi. Vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj dih slavi naj tebe. Poje naj o dobroti Boga. Začel se je praznični december. Nekateri ga imenujejo tudi adventni čas, čas pričakovanja Jezusovega prihoda, rojstva na ta svet. Skozi tradicijo, običaje je za mnoge to prav poseben čas. Vse okrašeno, polno luč, ki pričarajo prav posebno vzdušje. Prejšnji teden sem bil v karanteni zaradi covida in ko sem videl na televiziji, da so v Mariboru in Ljubljani prižgali lučke, mi je srce kar zaigralo. Nažalost, na drugi strani vemo, da je mnogo ljudi prav v teh prazničnih dnevih zelo osamljeno. Ves ta zunanji blišč se ne dotakne njihovih src, kot da je njihova duša temačni praznini žalosti in potrtosti. Res je, da praznični december že drugo leto zaradi covida ne bomo praznovali tako, kot bi si želeli. Toda, ne glede na situacijo, nam prinaša praznični december, če razumemo bistvo praznovanja, prinaša resnično upanje. Kljub spornemu datumu Jezusovega rojstva 25. decembra, ki je povezan s poganskimi običaji, oziroma zimskega solsticija, ko se dan spet začne daljšati in so ga poganski narodi začeli praznovati kot zmago svetlobe nad temo. Pustimo poganske običaje, ki nas usmerjajo stran od Božje resnice. Poglejmo Jezusove besede. Spet jim je Jezus pregovoril:
Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. To so zelo znane Jezusove besede. Za svet je Jezus luč. Če bomo hodili za njim, ne bomo tavali v temi. To je upanje za vsakega, tudi če se počuti osamljenega. Te besede so vplivale in spremenila življenja mnogih ljudi. Ne preslišimo jih kar tako. Mogoče je skrajni čas, da se prebudimo. Izjave, da je Bog mrtev ali da je Bog samo neka blodnja, so preživete. Včasih spregledamo ali pa ne vemo, da je veliko znanstvenikov imela zelo jasno vero v Jezusa in njegovo besedo. Dejstvo je, da je okrog 65% Nobelovih nagrajencev bilo kristjanov. Kaj je bistvo prazničnega decembra za kristjane? Bog se nam razodeva. Prav, Jezusovo rojstvo je eden od najbolj jasnih načinov, da se nam Bog razodeva. Čeprav mnogi pravijo, Bogu ni mar za nas, če obstaja. Toda prav dogodki o Jezusovem rojstvu nam govorijo drugače. Toda preden želimo spoznati, videti razodetje Boga, moramo v ponižnosti nekaj priznati. Prerok Izaija pravi takole: kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Bog je daleč nad nami. Njegove misli, razum, modrost so previsoke, da bi ga lahko ljudje razumeli. On je vsemogočni Bog. Naš pristop do njega je zamegljen, nejasen. Naše mišljenje, verovanje, prepričanje brez njegove pomoči so zares samo blodnje. Mi ne moremo brati misli drug drugega, kaj šele, da bi poznali Božje misli. Boga ne moremo razumeti, če se nam ne razodene. Brez njega je naše življenje kot čolnič sredi odprtega morja brez krmila. Kot nemočno listje, ki ga nosi veter. Ni mostu, ni poti, načina, kateri bi nas pripeljal do Boga. Čeprav nekateri učijo, da vse poti vodijo k Bogu, so to lahko samo pobožne želje. Potrebujemo njegovo razodetje, da bi ga lahko spoznali. Kot sem že omenil, mi ne moremo brati misli drug drugega. Toda, ko spregovorimo to, kar razmišljamo, se vse spremeni. Naenkrat vemo, kaj nekdo misli, ker je spregovoril. Isto je z Bogom. Ko nam spregovori, pa je situacija drugačna. Že smo prebrali Jezusove besede. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Jezus je tukaj spregovoril. Kdo je on in kaj lahko stori v našem življenju, da ne bomo več tavali v temi. Sveto pismo nam razodeva, da nam Bog
govori po Jezusu. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Najbolj jasen način govorjenja Boga je, da je spregovoril v človeškem jeziku. Lahko pravimo, če bi se Bog razodel, potem bi verovali. Problem ni v razodetju Boga, ampak v nas, ker tega ne vidimo. Zanimivo je dejstvo, da je veliko znanstvenikov vernih. Zakaj? V Psalmu 19:2 beremo: nebesa pripovedujejo o Božji slavi. Nebesni zvod sporoča o delu njegovih rok. Temelj znanosti je opazovanje. In kaj so mnogi znanstveniki odkrili? Mogočnost stvarnika, njegovo slavo skozi njegovo stvarstvo. Ker pa vseeno, mnogi ljudje ne vidijo Božje veličine v stvarstvu, je Bog izbral najbolj jasen način in to je človeški jezik, govor, njegovo besedo, ki jo je učil Jezus. In Bog dela to s točno določenim namenom. Poglejmo še enkrat besede proroka Izaije. Kajti, kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napolnil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh. Tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel in uspela v tem, za kar sem jo poslal. Kot dež, sneg, padavine opravijo svoje poslanstvo, napojijo zemljo, da lahko raste seme, imamo hrano. Tako ima Bog načrt za svojo besedo, ki prihaja od njega. Ne vrne se brez uspeha, temveč bo storila, kar je Božja volja. V Stari zavezi je Bog uporabljal ljudi, preroke in druge, ki so oznanjali njegovo besedo, da bi lahko izraelsko ljudstvo poznalo njegovo voljo. V Novi zavezi nam je Bog spregovoril skozi svojega Sina. Izbral je nadnaravni način, da je Marija čudežno, nadnaravno zanosila. Bog je vzel človeško podobo na sebe, da bi nam lahko spregovoril in bi ga lahko razumeli. Kakšna je bila reakcija, ko je učil Jezus? Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil je kakor nekdo, ki ima oblast in ne kakor pismouki. Nikoli še ni bilo takšnega učenja na zemlji. Ne samo, da je učil je kakor nekdo, ki ima oblast. Tudi tisti, ki niso hoteli sprejeti Jezusovih besed, so mnogokrat morali priznati, da je to nekaj popolnoma drugačnega. Večkrat so prišli k Jezusu zvijaču, potem pa morali oditi zaprtih ust. Jezus še danes pravi skozi svojo besedo: jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Ni nam potrebno hoditi v temi, zmedi življenja. Pridimo k pravi luči. Naj se vse te lučke v času praznikov odstranijo, naj nas ne zaslepijo, ampak usmerijo na Jezusa.
prestopimo prag tradicije, poganskih običajev, če je potrebno, in odprimo srce Jezusu. Jezus je obljubil, da ne bomo več tavali v temi. Mogoče se počutiš zavrženega, neljubljenega. Kaj je učil v največji zapovedi? Ljubi Boga, bližnjega in samega sebe. Ne čakaj, da te nekdo začne ljubiti. Odpri svoje srce in veruj Jezusovim besedam. Naj te Sveti Duh izpolni z Božjo ljubeznijo, ki nas bo gnala, da ljubimo tudi druge. Molimo, Jezus, odpiram ti srce, da ga očistiš vsake osamljenosti, zagrenjenosti, neodpuščanja in napolniš svojo ljubeznijo, da bomo izpolnjeni s tvojo ljubeznijo in bomo lahko ljubili. Bog nam je spregovoril in nam še vedno govori. Želimo slišati njegov glas? Bog nas kliče. Potreben je samo en korak, da spregledamo in slišimo njegov glas. Ponižnost. Nič ni bolj škodljivega, da ne slišimo Božjega glasu kot človeška aroganca, ponos. Potrebno se je ponižati pred vsemogočnim Bogom, priznati človeško omejenost, da ga sami nikoli ne bi spoznali. Priznati svojo grešnost, zaradi katerega nikoli ne bi mogli doseči. Rabimo luč, usmeritev v prazničnem decembru. Sprejmimo Jezusovo ponudbo. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Amen.